Kot smo že prej razpravljali, Združene države Amerike in Saudska Arabija izvajajo skupne napade na milice, ki jih podpira Iran v Iraku. Prej smo razpravljali o različnih dogodkih na Bližnjem vzhodu in trenutnih skrbeh, ki so vse večje. Jonathan, smo pravkar slišali od Alija glede morebitnih jedrskih prizadevanj v prihodnosti. Ko pogledate, kaj se trenutno dogaja po vsem Bližnjem vzhodu, ali tudi vi menite, da bi se to lahko zelo hitro razširilo v nekaj precej velikega? Mislim, da je ključna beseda pri Pickaxe Mountain še in iz nekega razloga to ni bilo del izraelskega sporočila ali karkoli je že povedal kakšen višji predstavnik, ampak to bi morala biti ključna fraza. In vemo, videli smo že v preteklosti, da iranski režim ne gradi, podzemnih, močno utrjenih bunkerjev in položajev za rekreacijske namene. To počnejo, ker imajo tajni program jedrskega orožja. In razumejo, da je edini način, da to zaščitijo pred izraelskimi ali ameriškimi bombami, ta, da ga zakopljejo zelo, zelo globoko pod zemljo. Naučili so se, da določena globina v metrih ni dovolj in da morajo to zakopati še globlje. In Pickaxe naj bi bil način, s katerim najdejo rešitev za to. Glede na politiko ZDA in Izraela, dvomim, da bosta ZDA in Izrael iskala širše soočenje in stopnjevanje. In mislim, da Iranci to razumejo. In zato mislim, da bodo poskušali stopnjevati, prevzeli bodo več pobude, bodo drznejši in poskušali bodo še bolj zaostrovati ter se izogniti posledicam. Verjetno upajo, da bodo dobili še en memorandum o soglasju, ki bo tako radodaren in naklonjen kot zadnji, ki so ga prejeli. Mislim, da je bila to zelo, zelo slabo izpogajana pogodba v imenu ZDA, ampak mislim, da Iranci tako razumejo situacijo in njihova zadnja dejanja, izjave ter raven agresije kažejo, da gredo v to smer. Kaj se bo zgodilo po vmesnih volitvah in po izraelskih volitvah, je druga zgodba. Roki za oba ta voditelja, o tem ni dvoma. Ena od sporočil, ki so prišla iz tistega briefinga, o katerem sva prej govorila, je dejstvo, da je Benjamin Netanjahu povedal Donaldu Trumpu, da želi v 10 letih postopno ukiniti vso ameriško vojaško pomoč. Ključno, ni prvič, da smo to slišali, ampak prav tako smo izvedeli, da je Jair Lapid imel nekaj srečanj v Washingtonu glede istega vprašanja. Kakšne so zadnje informacije? Prav, srečanje z demokrati. Benita, kar je seveda pomembno za Izrael, da poskuša narediti vse, kar lahko, da vzpostavi stik z demokratsko stranko. Jair Lapid je dober ambasador, zanesljiv ambasador za to. V bistvu je njegovo glavno sporočilo demokratskim senatorjem ali demokratskim zakonodajalcem: ne zapustite Izraela, ne zapustite nas, ne pustite se zapeljati zelo, zelo trdi in po njegovem mnenju, pa tudi po našem mnenju, skrajni liniji, skrajne levice proti izraelske levice znotraj demokratske stranke. Ostanite z nami. Verjemite v sposobnost Izraela, da oblikuje politike, ki so bolj v skladu s tem, kar bi si vi želeli videti. Govorimo o pluralizmu znotraj izraelskega političnega sistema, seveda z volitvami tik pred vrati, ki bi jih Jair Lapid zelo rad zmagal, ali pa da bi zmagal njegov tabor. Ampak poskuša to razložiti, da bi čim več demokratov ostalo na strani Izraela. Kot mnogi naši gledalci vedo, je to napet trenutek za Izrael v ameriškem javnem mnenju nasploh. Zlasti znotraj demokratske stranke. Tukaj so vprašanja, ki presegajo zmožnosti posameznih izraelskih politikov, da jih rešijo. Veliko globlji družbeni, demografski in politični trendi znotraj Združenih držav, od katerih mnogi nimajo nobene zveze z Izraelom. Vsekakor pa je koristno za vsakega Izraelca, ki lahko, da v dobri veri poskuša vsaj odnožiti te globoke spremembe, ki se dogajajo v ameriški politiki. In vsak, ki to poskuša storiti. Obstaja tudi poročajo v zvezi s tistim poročilom, da je visok izraelski vir povedal, da Izrael zagotovo ve, da je vrhovni voditelj Mošaba Hamenej je dejansko živ. Iskreno, Ariel Odzeran, ali je to sploh pomembno? No, to kaže, da se institucija vrhovnega vodje nadaljuje, da obstaja ena oseba, ki sprejema odločitve. Tudi če je pod vplivom, nekateri bi rekli močno strani iranske revolucionarne garde, in bolj trdolinijaških sil v vojaškem aparatu. Dejstvo, da ta položaj obstaja, je zelo pomembno. In dejstvo, da Izrael to odkrito pove, mislim, da je to zelo pomembno. Ariel Osran, Owen Altman, hvala obema, da sta bila v studiu. Jonathan, ti greš.